Grozi mi, mislim, do 2 leti zapora, ker sem pred kakšnimi 2 letoma na neki televiziji rekel, da je oziroma nekako tako nesramno je bilo rečeno. Vprašali so me, kaj mislim o izjavi Zmaga Jelinčiča, ki se je jezil, da mu prepovedujejo govoriti, ker je bil v igri nek predlog za uvedbo prepovedi sovražnega govora v parlamentu ali nekaj podobnega, in se je zelo jezil in so mene čisto slučajno na te srečali in sem rekel, da ne bo on reč tih, ker pa ne prej pri sebi, oziroma pa govoril je, kako so takrat samo zato, da bojo lahko cigani kradli po oni, pa tako naprej. Vse vsi poznate, ker sem že igral že o tem. Sem rekel, da ne bo reč tih, ker je bil sam zaprt zaradi tega, ker je pomagal vlomiti v Narodno galerijo, ki je že zdaj prodajal, ni prodal, na srečo ni denarja dobil do konca neke bankovce in kovance, ki sploh niso njegovi v Narodnem muzeju, in da so poslanci SNS kupljivi. In seveda je to, pa še nekaj drugega sem rekel, pa tisto so pol, ki so me na policiji zasliševali zaradi hude želitve. Policisti ugotovili, da naslednje 3 stvari, ki mi jih je očital, pa sem jih tudi rekel, niso kazniva dejanja. Zdaj pa prišlo od tega, da se glih danes bila je razprava, poslanca Plemenitega ni bilo, ker se je izgovarjal, da ima veliko dela z volitvami. Jaz sem tudi predsednik neke stranke, pa sem vsem tja prišel, je hotel, da bi to predstavili za po volitvah. Midva z odvetnikom se nisva strinjala, ker če smo že tam, dajmo dokončati. Pa so hoteli, da se upravičim in potem bi lahko tožilstvo umaknilo. Jaz nisem vedel, zakaj se bi upravičeval, če sem resnico povedal. Potem je bilo pa, ja, nič, potem so me pa zaslišali. Tisto, kar je bilo, sem nekako, zakaj sem to rekel, sem povedal nekako tako, da se mi mal, da poslanski vsem ljudem kar po vrsti učita kazniva dejanja, nikoli ne reče besede cigan, ne da bi rekel zraven tatvina in vsi kradejo, glavno vse veste, kaj vam ponavljam, da tak mora pač imeti prvo, kar je čisto prehodnost in preteklost. In vem, da je dobo 3 leta pa pol zapora zaradi vloma v Narodno galerijo leta 1974, 1973 točno, sem dal tudi izpiske, oziroma fotokopijo iz dela takratnega. Poleg tega sem pa malo tožilko povprašal, zakaj Jelinčiča, ki vse zmerja v državnem zboru, žali, je mojster sovražnega govora, nikoli ne postavljajo pred sodišče. Jaz pa samo enkrat povem nekaj, kar je res, pa se že znajdem pred sodnikom, tukaj bi mi 2 leti zapora grozi, in da se počutim diskriminiran, ker pač proti poslanci lahko delajo kar če jaz pa neč. Tožilka je bila tih, nič o tem ni odgovorila.